petkove kolesarske parade, katere start je bil na dvorišču Naskovega dvorca, se je udeležilo okrog 50 kolesarjev. Namen parade je druženje in opogumljanje ljudi, da se priključijo kolesarski skupnosti v Mariboru, ki vedno bolj iz dneva v dan raste, in da vidijo, da je to tudi ena izmed najbolj optimalnih opcij za transportiranje v tem mestu. Mi smo danes tu z našimi super specialnimi opravami, kostumi, da bi se čim bolje približali temu cilju. Kaj pa menite o ureditvi kolesarskih poti v Mariboru? Menim, da ne sodijo na pločnike, da s tem pravzaprav povzročamo en nov konflikt med kolesarji in pešci. In torej konfrontiramo oziroma ustvarjamo konflikt med dvema oblikama mobilnosti, ki si jo želimo. Sploh na nekaterih mestih, kot je Stari most ali pa tu tele ulice v središču mesta, je zagotovo to po mojem velik problem. Kolesarji bi sodijo v mestu na cesto. Kolesarske poti v Mariboru, pa mogoče tudi kje drugje, so pa eno posebno poglavje. Jaz kot uporabnik dnevno, ko se vozim v službo, pa z otroci, pa kot rekreativni tekmovalec, uporabljam ogromno tega in so zelo nevarne. Mariborske kolesarske poti so zelo, zelo, zelo nevarne. Kolesarska infrastruktura v Mariboru je obupna. Mislim, te kolesarske steze tudi kjer so narisane tako, da se ne da normalno kolesariti po njih. Srednje zadovoljni, ene stvari se izboljšujejo, ene stvari so še vedno zelo pod nivojem, ampak vidimo, da je prisotna želja in to nas veseli. Kako to, da ste se udeležili tega projekta? Zato, ker sem sam kolesar, tak rekreativni, amaterski, tekmovalni, organizacijski, vseh pogledih. Pa se mi zdi fino, da pridemo malo pogledati, nekaj v Mariboru kolesarska mreža napravi. Otroke že navajate na zdravo življenje? Ja, oba, to pa res. In kaj o projektu kot takšnem meni novi rektor Univerze v Mariboru? Zasluži si pozornost, zasluži si podporo, ker je usmerjen v kakovost bivanja in kolesarjenje seveda je tako, kako bi temu rekel, aktivnost, ki ima več pozitivnih ciljev, od tega, da prideš iz ene točke na drugo, dokaj hitro, se ob tem še rekreiraš in se s kom pogovoriš, koga srečaš, v avtu tega ne moreš.